Ja, danes smo se zbrali, po dolgih letih smo spet na vrsti, ker naše posavsko srečanje se vsako leto seli v drugo občino. In evo, z veseljem, kar lepo število se nas je zbralo. Malo se bomo spomnili časov, kdaj smo začeli, malo povedali o statusu današnje kmetice, poslušali naše citrarje, gremo mi po svoje in po malici si ogledali film Pletenega srca avtorice Marjance Dobnikar in razstavo Ivačiča in ogled poti ljubezni po Brežicah. Končali pa bomo s kosilom na kmetiji pri Martinovih v Globočicah. Seveda tukaj nam bodo predstavili svojo kmetijo in delo, ker so bili lani prejeli naziv Najhlev in zato smo se odločili, da pokažemo letos to kmetijo. Koliko je članov, podkot vse so članice? Sevnica, Krško, Kostanjevica in po domači članice. Poglavitna dejavnost, s katerim se ukvarjate v tem trenutku v Društvu kmetic, bi bilo, kaj bi mogoče lahko izpostavili? Ja, vse se ukvarjamo z kmetijstvom, s pridelavo hrane, predelave. V prvi vrsti smo mame, žene, babice, potem pa vse ostalo. Naj pa izpostavim to, da smo nosilke, ki ohranjamo in obujamo kulturno in kulinarično dediščino. In pri nas v Brežicah se lahko pohvalimo z vpisom v nesnovno kulturno dediščino kar naših 3 paradnih konjev: mlinčevke, Pletenega srca in pa bizeljskega ajdovega kolača. Kaj vas čaka še v bližnji prihodnosti? V bližnji prihodnosti pa najprej malo odmora, malo dopusta, potem pa v jeseni s polno paro naprej. Kaj bi si nekako najbolj želeli? Vemo, da trenutna situacija v državi kmetom in kmečkemu življenju ni ravno naklonjena. Ja, več posluha vsem pristojnim, ki so nad nami. Zdaj bi pa najprej povabila k besedi Bernardo in Tonija Žnidaršič, ker smo danes na njihovi kmetiji, da pač povesta, pozdravita vse prisotne. Tako, dobrodošle na naši kmetiji. Upam, da slišite tudi ve, ki ste tam malo dal. Jaz sem se priženila na to kmetijo pred že skoraj 25 leti. Tako da že kar nekaj časa, zdaj se je že navadil na mene. Ali pa še ni, no. V glavnem, takrat smo začeli s polno močjo delati in povečevati in širiti našo kmetijo.
Mi imamo tudi 4 otroke, ki nama pomagajo pri tem, zdaj so že malo večji, tako da je pomoč še toliko boljša. Drugače se pa ukvarjamo s poljedelstvom, živinorejo, imamo vinogradništva nekaj, boš kaj dopolnil, no? Drugače imamo krave molzence, mleko oddajamo ljubljanskim mlekarnam. 2019 smo se tudi preusmerili v ekološko kmetovanje. Tako da lani smo pa potem šli na en tečaj, ki ga organizirajo ljubljanske mlekarne in tam dosegli ta naziv, ki je najhlev, trajnostni prvak. To je bila tudi ena taka potrditev, da delamo prav in da strmimo v ohranjanju tega našega kmetovanja, zemlje. Tako da lahko še zdaj ti kaj več. Ja, tudi jaz vas lepo pozdravljam. Zelo sem vesel, da ste zbrali to našo kmetijo za tako prestižno srečanje, res. Tudi mi ugotavljamo vedno, da ste, bi rekel, podeželske žene, ena taka organizacija, ki res se mi zdi, da res resno jemlje svojo vlogo, no. Tako da, medtem kot mi moški smo bolj tako, ne, imamo nek strojni krožek, imamo, ne vem, vi pa to gledate širše in to nam je zelo všeč. Smo pa prej z gospodom županom ugotovila, da je zelo pomembno, da je žena zadovoljna. Če je žena zadovoljna, srečna, potem vse uspe. In tako da moja vloga kot moža, kot pač tukaj, ki sem na tej kmetiji se rodil, je predvsem to. Tako da to bi pa zaključil. Želimo pa res še lep dan. Fajn v Posavju je bolj lepega, tako da upam, da so te fajn imele. Hvala. Tudi finančno in da je bil pripravljen priti med nas. Prosim. Ja, hvala. Najprej seveda lep pozdrav tudi v imenu občine in pa mojem imenu. Dejansko seveda vedno z veseljem sodelujem z društvom kmetic, kajti društvo kmetic velikokrat popestri tudi razne naše dogodke, po drugi strani pa seveda velikokrat tudi poskrbi za pogostitve in pa podobne stvari. Se mi vidi, da to je še posebej pomembno tu pri nas v Brežicah, kajti dejansko občina Brežice je turistična občina. Danes prav praznujemo 100 let turizma, odkar je bil zgrajen prvi hotel v Termah Čatež in dejansko v teh letih smo res postali eni najbolj prepoznavnih ali pa med najbolj prepoznavnimi v Sloveniji. Zato seveda je izjemno pomembno tudi razvoj kmetijstva, kajti pri nas gledamo kmetijstvo kot nekako sožitje z seveda najprej naravo, zeleno destinacijo in pa tudi z turizmom. Zato seveda se tudi v občini močno zavzemamo za ta zeleni turizem in lahko rečem, da sem vesel, da smo med 5 slovenskimi občinami, ki imamo platinasti naziv zelena destinacija. Seveda vsega tega pa ne bi moglo biti brez obdelanega našega podeželja, kajti najlepše v turizmu je, če prideš v tudi tiste odročne kraje, ne samo v te, kot so Terme Čatež pa drugi, da je to lepo urejeno. Pri nas seveda v občini je še to zelo pomembno, kajti smo tudi vinorodna občina, ki ima 2 vinorodna okoliša in seveda nekaj najlepšega je, če je na podeželju lepo urejeno. Zato seveda v občini dajemo temu tudi kar veliki poudarek, tudi na, bi rekel, moralnem smislu, podajamo pa tudi preko raznih subvencij in pa prostorskih planov. Seveda pa tudi sam obdelujem kmetijo in vem, da je to eno veliko bogatstvo, pa tudi v teh časih kar zahtevna stvar, kajti na eni strani bi vsi radi imeli kvalitetno doma pridelano hrano, na drugi strani bi pa vsi radi imeli tako lepo okolje, radi bi imeli divje živali, zveri in pa seveda predvsem tudi, da bi bilo vse zelo ugodno in pa poceni. To se velikokrat ne da, zato jaz mislim, da je prav, da imamo kmetje svojo, bi rekel, pokončno držo in da se seveda tudi pri tem velikokrat upremo. Se pa zavedam, da dejansko kvalitetna kmetija je lahko tam, kjer sta seveda tako mož in žena in pa cela družina, kajti brez danes tega, da bi pri nas upravljale družine, kmetije ne gre in tu pa imate prav ve
verjetno eno od izjemno pomembnih nalog, saj seveda poleg tega, da ponavadi skrbite za družine, morate tudi nenehno delati in pa še marsikaj in drži tisto, da žena ima 3 vogale, mož pa enega, vendar definitivno brez sodelovanja ne gre. Zato seveda jaz osebno vam vsem lahko rečem, da vam čestitam za vaše pogumno delo. Želim seveda, da bi še naprej vztrajale, kajti prepričan sem, da prej ali slej bo domača pridelana hrana in pa kmetovanje dobilo svojo težo in pa vlogo tudi v tej naši Sloveniji, čeprav v zadnje čase je vse bolj pomembno mogoče kot pa kmetovanje, vendar jaz mislim, da prej ali slej bomo to dojeli. Mogoče še povem, da pred kratkim sem bil prav v Ameriki in ko sem gledal tam več skoraj noben ne kmetuje, samo še Amiši delajo, drugi pa imajo po 200 hektarske razne tele karanče in so prenehali delati, da niso rentabilni. Seveda zdaj zadnje čase tudi oni razmišljajo, da tako več ne bo in da bo treba nazaj se prijeti delovanja in pa obdelovanja polj, tako da jaz verjamem, da tudi pri nas se tega zavedamo in da bomo ostali pri tem, da bomo ta naše kmetije obdelovali. Tako da jaz vas danes ne bi utrujal z temi raznimi težavami, bi pa vam se zahvalil, da ste se izbrali Brežice za to vaše današnje srečanje. Jaz verjamem, da boste še kaj lepega doživeli, vem, da imate program zanimiv. Predvsem vam želim danes prijetno druženje in še veliko lepih trenutkov, tako da bi vam uspevale vaše kmetije, kako tudi vaše društvo. Tako da vsem skupaj lep dan in imejte se lepo. Hvala lepa. Združenju kmetic, ne le iz brežiške občine, ampak tudi širše, regijsko. Prvo srečanje posavskih kmetic je bilo 10. julija 1993 na gradu Podsreda. Odtlej se neprekinjeno odvijajo še danes. Štafetna palica organizatorjev kroži po občinah v Posavju. V teh letih smo si razkazali in ogledali naše gradove, večje turistične kmetije, kmetijska gospodarstva, zanimive izletniške točke, aktualne prireditve in bogate kulturne programe. Spoštovane članice Društev kmetic Posavja, cenjeni gostje in pa spoštovana kmetija Žnidaršič. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes smo se zbrali res ob izjemni priložnosti, ob srečanju Društev kmetic Posavja. Temelje tudi za tole današnje srečanje so postavile že naše mame, tete, sosede pred več kot 50 leti, z željo takrat po večjem pomenu kmečke ženske na kmetiji, in tako so se že takrat znale lepo povezati in stopiti skupaj. Nihče si ni predstavljal, kako pomembno vlogo bodo imela vsa ta društva kmetic vsa ta leta. In danes ste ne le skupina pridnih in pa ustvarjalnih žensk, temveč skupnost, ki povezujete kmečke ženske v Posavju, ste nepogrešljiva opora pri dogodkih v krajih, kjer živite, ohranjate podeželsko kmečko kulinariko, tipične jedi, tipične posavske jedi, izdelke, lepe navade, šege in pa običaje.
Davica za te lepe besede. Mislim, da je že uvod napovedal res lep dan druženja, medsebojnih pogovorov in delitve izkušenj. Imeli smo tudi slovesen, uraden uvod, tako da se veselim tega. Zdaj, ko ste govorili, gospa Zdravka in vsi ostali, je lepo slišati, kaj vse nas krasi, izkušnje in vse. Vendar me žalosti, da smo kompletno tukaj večinoma tretje življenjsko obdobje. To sicer ne pomeni nič slabega, vendar je premalo mladih, premalo tistih, ki bi poživili delovanje teh društev. Kaj pomeni mladost, kaj pomeni to, da lahko predamo mlajšim rodovom, je dokaz tudi gostujoča kmetija, ko prevzamejo delo in skrbi in nove pobude mlade generacije, je prav gotovo zagarantirana prihodnost. Prihodnost tistega, kar vemo še mi, nekatere prenašamo tudi tisto izročilo, ki so ga nam dale naše mame, vendar nažalost je v vseh društvih verjetno v manjšini mlada generacija. Veseli me pa nekaj, to, da so danes sicer moški v manjšini, ampak sta in gospodar in župan priznala na glas, verjetno bolj iz strahu, ker smo večinoma ženske, koliko pomenimo ženske in koliko vogalov nosimo. Jaz bi rekla, da zdaj so v modi celo hiše s 6 ali 8 vogali in več je vogalov, več jih stoji na ženski. Tako da hvala za priznanje, pa prosim, če ga razširite med moški svet. Naštevala vsa srečanja, takrat jaz sploh še nisem bila v društvu, vem, da je zelo veliko let in dela za vami, gospa Zdravka. Mi prinašamo šopek, ta šopek ne uvene, naj bo pa vzpodbuda, pa simbolno pove, da tudi mi ne smemo odnehati in da moramo te sivke bodo dišale tudi, ko bodo suhe, mi pa bomo znali povedati še marsikaj koristnika, tudi ko bomo starejše. Zato, gospa Zdravka, vztrajajte še naprej, tudi mi bomo poskušali. Hvala. Ja, hvala in res diši. Naj povem sam sekundo lani, ko sem bila v Provansi, ko je res vse polno, polja polna te sivke, ampak takole diši pa tale še lepše. Hvala. Hvala. Hvala za pomakljivo, za lepo srečanje. Hvala, da ste se Spomin, da boš vedela, od kje smo prišli. Jaz dobro vem. To je pa premium sevnica. Dobro vem, od kje prihajate in hvala za res lepo udeležbo. Evo, malo se bomo posladkale. Olga. Najlepša hvala za povabilo, sicer smo v malo manjšem številu, pa ne za to iz srca. Tukaj je en malo spomin iz Krškega, čokoladno belo vino, pa še čokoladni liker. Naj te spomne, ko bo hladno, pa se spomni na nas. Da nam ogreje srce, hvala. Evo, da bi kuhale. Samo del. Zdaj ima lukajca, da je bomo še spomnili, da bo tako. Srčno kuhale, to, srčno.
naredilo. En rek tak napisan, da je lažje kritizirati, kot pa nekaj dobrega skuhati. To je pa sigurno, ja, hvala lepa. Hvala. Ampak zdaj smo se jih naučili že v hiši. Izvolite. Aha, že imate. Hvala. Prav, da je lažje kuhati.